Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli še na predzadnji dan v letu 2019. Še malo pa bo tukaj 2020 in potem boste začeli realizirati vse tiste stvari, s katerimi se zdaj prepričujemo, koliko bomo boljši, koliko bomo lepši, koliko bomo ne vem kaj še vse. No in vsekakor bo v letu 2020 prostor tudi za umetnost v vašem življenju. Mogoče ste si obljubili, da boste začeli slikati ali pa karkoli podobnega. No jaz pa sem ugotovila, da se bom začela ukvarjati z moderno umetnostjo. Zakaj? Zaradi tega, ker je ful denarja očitno v tem. In sicer, takole, evo, 100.000 evrov. Prvič, drugič, tretjič, prodano. Kakor mislite, da se mi je zdajle malo sfeclal, res je, da sem čudak, ampak tak pa očitno spet ne. Oziroma škoda, da nisem, kajti nekaj takega na platno pravzaprav je ustvaril en Italijan Mauricio v Miamiju in naredil je 3 take primerke. 3 take primerke je naredil. In zanje so ljudje odšteli 100.000 evrov plus za vsako posebej. Torej, za banano na pladno Parlimano. To je bilo 6. decembra letos, ko se je ta slika oziroma ta moderna umetnost tudi prodala, ne boste verjeli. In potem se je zgodil pa nekje okrog 9. decembra to, da je en prišel mim, pa je to dol vzel, pa je banano pojedel. Tako da, mislim, res, ne more se ti slabš zgoditi, ampak je pa vendarle on ta drug, ki je to kupil tudi pravice do ideje in potem so mu enostavno banano nadomestili. Nimam besed. Včasih je boljše, da take stvari niti ne komentiramo. Je pa res, da bomo danes z bananami vendarle ustvarjali, delali. Banane so krasne, polne so vlaknin, polne so magnezija, tudi kalija imajo nekaj za nosečnice, je zelo fajn, čeprav moram reči, da jaz osebno dejansko banane uživam načeloma samo v tropskih deželah, ampak tukaj pa če že pa ekološke. Sara Rutar je v naši družbi. Zdravo, Sara. Čau. Tebe so ljudje spoznali na Masterchefu, jaz sem te spoznala na kmetiji. Drži. In takrat sva se zmenila, da bo kaj skupaj ustvarjali, a ne? Res je. In danes je beseda meso postala. Tako, danes sem tukaj. Ja. A si slišala za to umetnost, ha? Ne, tu jaz sem zdaj debelo pogledala, ampak ja. Ja. Nič nas več ne more presenetiti. Ja. Morbiti pa bi zdaj ti lahko kaj drugega dala nekam na platno, recimo kak korenček, pa... Kakšen pire? Ja, pa ne rabiš 100 jurjev, mogoče jurja, veš? Tako. Z malo začni, ne biti požrešna, veš? Vse, ko delamo krožnike, dejansko to je naše platno, ki ga pol probamo dekorirati in tako dalje. Ampak je veliko več kot duct tape pa banana čez. Ja, dosti več dela. Kaj boš danes ustvarjala z bananom? V bistvu sem že kar doma pridno spekla tole zvečer. Pripravila sem tak bananin kolač, ki ima veliko v bistvu koristnih stvari za en dober začetek dneva, zajtrk ali pa malco in si ga lahko pripravimo kadarkoli tudi za par dni vnaprej. Zelo preprosta receptura in nobenih komplikacij za samo pripravo. Banane, vedno gledamo, da so zrele, kot se reka magari boljša varianta. Bio banane, ne? Ja, ekološke banane. Ekološke. Tukaj imam skir, to je v bistvu sir, ko ima zelo malo maščob in v bistvu veliki delež beljakovin, tako da dobimo tudi beljakovine, ki so potrebne za naše mišice, za naše telo. To! Seveda jajčka, zdrave maščobe, spravim, da jajce je popolno živilo, ker ima vse, kar potrebujemo. Ja, predvsem, če je to jajce od soseda, pa od kurka vidiš, da se prosto, da so prosti reji. Res je. Prosti reji. Ovseni kosmiči te tudi veliko uporabljam za zajtrke ali jih namočim v vodi čez noč. Lahko se jih pravi tudi seveda v tem kolaču namesto navadne moke. Mislim, da se vseeno lažje prebavi. In tukaj imam v bistvu še nekaj temnega kakava in malček medu. Vse sestavine preprosto zmečemo s skledo, spasiramo s palčnim mikserjem. Takole imamo torej tukaj tudi recept, se pravi uporablja si
3 zrele banane, potem 200 gramov mletih osenih kosmičev, 2 žlici temnega kakava, 2 žlici tega naravnega sladila, ampak tudi, če tega ne bi dala, bi bilo v redu, a ne? Pa recimo, če moram zbrati sladkor ali pa eritritol, vedno zbiram eritritol, kar v bistvu brez kalorije, pa naravnega izvora, tako da ne škodljiv, ne škodi našemu črevesju in ne povzroča težav. Lahko pa seveda uporabimo tudi med, absolutno, ali pa kakšen kokosov sladkor, tako da po želji tukaj sami lahko se poigraš. Jaz ti moram povedati, kad delam recepte, recimo, itak si jih zmeri prilagodim, da uporabim, recimo, ne vem, rastlinsko mleko, ali pa namest jajc, recimo, lanena semena, ali pa čija semena, ali pa kaj takega, ne? Ampak zmeri pri receptih, kad delam, zmeri dam vse pol cukra ven. Res je. Pa je zmeri v redu. Se mi zdi, da so ti recepti, ki si ljudje tukaj želijo, da bi jim bilo pol dobro, ne? Ti, ki pišejo recepte, da mogoče malo pretiravate včasih kuharji, s tem koliko cukra moramo dati noter. V teh klasičnih receptih tudi iz raznih knjig ali pa te stare kuharice, jaz vedno tisti sladkor dam na pol, kot si sama povedala. Osebno tudi ne maram pet sladkih stvari, tako da vse moje sladice imajo zelo malo sladkorja, tako da napišem po potrebi, dodajte pač sami. Tudi recimo že same banane imajo ogromno ogljikovih hidratov, zrela banana dejansko ima res velik delež sladkorjev naravno prisotnih, tako da mislim, da ne rabimo pol še ekstra dodajati. Sploh, ko govorimo o zdravi hrani, jaz imam to rada kot en tak malce obrok in gledam, da dobim, kar telo pač potrebuje. Odlično, da gledaš tudi hranilne vrednosti pa tak naprej. Ok, če gremo torej nazaj k temu receptu, uporabila je torej Sara Ruter tudi 350 gramov skir sira, to prvič slišim, da sploh obstaja, ampak vidim, da pasirano skuto ali pa grški jogurt vse glih lahko uporabiš. V bistvu ta sir je pač v bistvu zdaj mogoče malo bolj nov pri nas, ampak se ga da dobiti praktično za skoraj vsaki trgovini. Recimo, vem, da prav ljubljanske mlekarne proizvajajo ta skir za celotno Evropo. A bi lahko recimo uporabila namest tega nek jogurt iz ali iz soje, ali iz mandlja, ali iz kokosa? Kokosa recimo, ja. Absolutno, lahko. Izbrati tega zaradi tega, ker ima res nizek delež maščob, pa velik delež beljakovin, da imamo te hranilne vrednosti, lahko pa to nadomestimo tudi z drugim jogurtom, absolutno. Super, super, super. Se mi zdi, da je tako ful pomembno, da znamo malo si prilagajati recepte. A ti držiš kapijan splota teh receptov, ki jih recimo kje drugje vidiš? Jaz sem tip človek, ko delam vse po občutku, tako da ko moram napisati recept, vedno pol si vse tehtam, vagam, če ne pa delam to vse po feelingu, čisto iskreno. Sem bolj vizualni človek, ko vidim nekaj in pol probam poustvariti ali pa nekaj dodati svojega, nikoli pa ne berem recepta in pol delam identično po receptu. Odlično. Mi se bomo od tebe učili naslednje leto v marcu. En tak kuharski, krasen tečaj boš naredila, zdrave, preproste kuhinje. In se mi zdi, da je to tako pomembno, oziroma da je to tako dobra investicija, zaradi tega, ker dejansko vidim, da večina ljudi ostane na tistem kuharskem nivoju, kakor so jim pač starši predali. In pač kaj naprej pa ne raziskujejo, kar je škoda, ne? Tako, ja, jaz mogoče lih zato, ker sem sama delala na sebi eno preobrazbo, tudi ko sem se začela s fitnessom ukvarjati. In ko sem bila na dieti, sem imela zelo, bom rekla, okrnjen spekter teh živil, ki si jih lahko uživila, sem mogla iz teh živil si ustvariti čim bolj okusne in pač raznolike obroke. Takrat sem začela ful več ustvarjati v kuhinji in spoznavati razne arome, začimbe, okuse, tako začela kombinirati, da pač je ta hrana čim bolj okusna. In takrat sem jaz mislim, da naredila tisti korak naprej, da nisem ostala pri tistih starih receptih, kar smo bili navajeni doma. A si gledala našo oddajo, ko smo imeli v gosteh dr. Mirit, etnologinjo, muzikologinjo, ki že 20 let ni jedla, ki je pranojedka? Ne. Kaj ni jedla? O moj bog, jaz ne bi mogla tako živeti. Brez hrane? Brez hrane. O bože. Pranojedci so, teh je pravzaprav, ne presnojedci, pranojedci. In teh je kar precej. A si ti predstavljaš, koliko denarja prišparaš v življenju? Jaz bi veliko, sigurno, ker največ porabim za hrano, priznam. Odlično. Tale trenutek preverimo aktualne dogodke, potem pa se vrneva in končno poskusiva tale kruh, ker meni se že malo sline nabirajo.
edino predavanje, na katerem je nor tisti, ki še vedno misli, da nezemljani ne obstajajo, da smo sami. Pogovor o vesoljskih bazah, skritih sistemih, civilizacijah, pomembnejših dogodkih, ki se dogajajo prav zdaj in drugih stvarih, ki jih ne najdete na nobeni strani v nobeni knjigi, saj je Matjaž v direktni telepatski povezavi z višjimi biti in je izbran, da posreduje skrite informacije. Podpora nosečnici strani bodočih dedkov in babic. Odgovornost in vloga babic ter dedkov v prihodu vnuka, kje je tista meja med vsiljevanjem pomoči in dejanske pomoči mladi družinici, pa tudi pravila pri vzgoji doma in pri starih starših. Največje pasti ob prihodu prvih vnukov in vnukin in najlepše darila na predavanju 18. januarja. Preden se odpravim na porodniško, pa konec januarja še zadnji vikend za dušo v čudovitem Strunjanu, kjer je res močna energija. Tokratni vikend za dušo bo namenjen hormonom in pomlajevanju. Cel vikend v čudovitem Strunjanu, vikenda za dušo, res nekaj posebnega. Takole vsekakor lep prehod v leto 2020 želimo in ja, zagotovo se boste meseca januarja bolj začeli ukvarjati s hrano, bolj začeli ukvarjati s tem, da mogoče kakšen pridobljen kilogramček spravite tudi dol. Jaz januarja še nam nič dol dajala, po moje še kar naprej gor, ampak sicer iz drugih razlogov. Je pa res, da nam lahko v mesecu januarju pomaga marsikaj iz narave, torej nič sintetičnega, in zato imate objavljeno tudi na klepetobkavi.si protokol za čiščenje črevesja in jeter z zeliščno formulo in z nekaj discipline. Obstaja nekaj trikov, ki vas nič ne stanejo, da jih izvajate vsak dan, pa vendarle bodo bistveno prispevali k tem, da se bodo jetra in črevesje ustrezno očistila. Kaj ti zaslužijo si decembra, bodite, dejte roko na srce, vsi malo pretiravamo tako ali drugače. No, pa tudi ostale stvari obstajajo, rastline, ki pomagajo pri zaprtju in seveda probiotiki oziroma mikrobiološke kulture, ki pomagajo pri tem, da imamo več dobrih bakterij, da se kandida ne razširi in tako naprej. Na klepetobkavi.si najdete vse te stvari, sicer pa, če nimate dostopa, pa se veste, lahko pokličete naše svetovalke, pa vam tudi lahko kaj povedo. No, za tale recept, ki ga je danes pripravila Sara Rutar, ki bo meseca marca tudi priredila en krasen, čudovit tečaj zdravega kuhanja, res krasna zadeva in priložnost za vse, da svoje želje zrealizirajo in prenesejo v materialni svet. Danes pa torej tale bananin kruh, si rekla za zajtrk, za malco. Tako, lahko za službo, za v šolo, recimo, da imamo nekaj zdrav prigrizek, recimo, za vsem, kar naše telo potrebuje. Odlično. Pokazala si recept in še enkrat ga tale trenutek objavljamo. Torej, za bananin kruh, veliko teh sestavin lahko zamenjate za torej sestavine brez živalskih izvorov, če to seveda želite, vse se da, sicer pa evo, 45 do 50 minut na 180 stopinjah se to dejansko dela, ne? Tako, ja. V bistvu kruh je, ko stane malček bolj vlažen notri, tako da je tak ni suh, da bi pol mogli veliko tekočine spiti. Gre lažje dol po grlu. Za to zamenjavo, kot si sama omenila, recimo namesto jajc lahko uporabljamo čija semena ali pa laneno seme, kar sprosti tako sluz v bistvu, ne. Tudi vezivo je fajn, recimo indijski trpotec ali pa konjak moka, ne, glukomanan. Za alternativo pa smo rekli recimo tudi kakšen kokosov ali pa mandljev, recimo jogurtno. Odlično. A zreževe? Ja, dejva, to zdaj čakam, daj bo čas. Kje si ti izvedla prvič za, lahko? Seveda. Kje si ti prvič izvedla za bananin kruh? Pa v bistvu veliko ustvarjam teh zdravih receptov in nekako pač idejo sem dobila, imela sem preveč zrelih banan doma, vse kosmiče itek uporabljam, grški jogurt velikokrat, tudi kot neko malce uporabljam, sem združila vse skupaj v en slasten obrok, no. Lahko dodamo tudi kakšno merico dodatnih beljakovin, recimo, če želimo še več beljakovin, ampak že itak jajčka in sam ta jogurt ima kar velik delež. Perfektno. Zares zelo okusno. Prvič sem ga probala pravzaprav v Ameriki, se mi zdi. Ja, na Havajih.
Tam to kar, mislim, je bistveno več tega, no, se mi zdi. Sigurno, ja. V bistvu, no, v tega sem dala konkretno notri 1 žlico medu, 3 zrele banane in to je to. Tako da to je to, kar je od sladkorja, nič drugega dodanega, ne? Ja. Pač zadosti, ne? Bolj se lahko s kakavom igramo, če želimo pač bolj čokoladen okus, seveda, ne? Lahko brez, dodamo cimet, po želji, no. Ker cimet je v redu, ker uravnava krvni sladkor, ne? Ja, zelo. Za tiste, ko imajo tudi povišeno v bistvu holesterol, recimo priporočljivo, ne? Na delavnici, ki jo boš imela marca, kaj se bo takrat pripravljalo? Kaj se bo delalo? Mislim, da bomo pripravili sigurno kakšen hiter, pač preprost obrok, recimo za kosilo. Ko prijemo domov iz službe, smo utrujeni, da pravimo, kar imamo, tako da je čim bolj barvito, dosti zelenjave. Vedno gledam, kar je sezonskega, da uporabimo, ne? Da pač ne kupujemo zdaj nekih živil, ko niso iz tega cajta, ne? Kakšno zdravo sledico, absolutno, brez glutena, brez sladkorja, ker imamo dosti alergikov in ljudi na razne intolerance. Se mi zdi pomembno, da se osveščamo, da lahko tudi jemo dobro, ampak na zdrav način, no. Meni se zdi, recimo, kakor se pogovarjam z drugimi mamicami, recimo, večinoma se s hrano ne ukvarjajo in jih to ne zanima in jim je to španska vas in zadnja stvar, dokler ni nekih zdravstvenih omejitev ali pa težav, ali alergij ali pa karkoli, takrat pa dejansko si primoran, ne? Tako je, ja. Dostikrat se zgodi v življenju, tudi sama sem šla čez eno tako obdobje, ko enostavno moje telo začelo zavračati določena živila, jih nisem prebavila in sem imela pa res hude težave, tudi intoleranco na laktozo sem imela, tako da pol moraš iskati neke alternative, ne. Je pa res, da sem sama na sebi opazila, da se telo z leti spreminja in naše prehranjevalne navade tudi, tako da jaz nekako sem z leti ugotovila, da najbolj pomembno je, da poslušaš svoje telo. In se potem v bistvu ravnaš, ne. Zdaj dobro, se zgodi tudi, da telo pravi, dej še, moramo vedeti, kje je tista meja, ne. Pa pravi, dej čokolado, ne, ampak to ga je treba najprej prepucati, ne. Tako je, ja. V bistvu, ko umaknemo sladkor iz same prehrane, tudi ta želja po sladkem se ti res vse okroti, če lahko tako rečem, no. Ker več sladkorja, ko doživimo, telo več išče, ne, bolj smo lačni, ker dviga seveda sladkor v krvi, ne. Ja, to je definitivno res. In decembra imamo tako dober izgovor, pa prazniki so, kdaj pa bom, če ne zdaj, ne? Tako si damo, mislim, da kar vsi malček preveč duška in pol, ko čakamo ta januar, da se spet telo ščisti in da malo zadihamo, ne? Ja, ker recimo zdajle po moje imajo ljudje še v hladilniku kaj, kar je ostalo od božične večerje, a ne? Pa tam do enega 3. januarja se mi zdi, da se spuca tudi hladilnik vseh teh stvari, ker zmiri se tukaj veliko hrane pripravi, bistveno preveč, kakor dejansko se pretiravamo, ja, mislim, da smo šli na ta ameriški stil, da vse pretirano naredimo, ne. Tako da jaz rajši manj, pa kvalitetno, pa dobro, kot pa da pretiravamo, ne. Hvala ti, Sara, čestitam za vse tvoje uspehe in na Masterchefu in dejansko zdaj na kmetiji. Pokazala si marsikaj, da si ta prava deklina, ne? In ti je bila fajn izkušnja na kmetiji? Vsekakor je bila fajn izkušnja. Nekaj novega in pač to je enkrat v življenju. Si kaj spočila v glavi, glede na to, da tam si bila brez mobitela, brez tega? Moram reči, da najboljša stvar je bila to, da smo bili izklopljeni od elektronike, ker živimo v takem svetu, da tega preveč, konec koncev to je tudi moje orodje za delati doma in to je bil največji distres, tako da sem se res spočila, imela sem veliko cajta, tako da sem ne samo razmišljala, ampak meditirala, se v bistvu res odklopila od vsega, ker doma pač enostavno ne moreš, je preveč dejavnikov, ki te motijo, če so to družinski člani, letiš na vse konce, služba, maili in ja, glede tega to je bilo, sem najbolj hvaležna, da sem doživela to, da sem se zavedala, v kako stresnem okolju živim v bistvu, no. Pa zdaj imaš manj tega v tem smislu, manj telefona, malo unga, ali si šla takoj nazaj? Nažalost sem primorana, kot pravim, je nekako to moje orodje za delo in veliko receptov snemam, tudi v bistvu te recepte, video recepte imam, recimo na mojih kanalih, Instagram, Facebook in pač je to nekako zdaj si primorana, ampak znam pa tudi dati stran in se vzeti dan zase, oziroma ko končam delati, odmaknem telefon in se sprostim, relaksiram. Bravo, jej! Digital detox. Hvala lepa, Sara Rutar je bila torej danes v naši družbi in zaupala nam je tale krasen, čudovit recept bananin kruh. Mi pa pravzaprav nadaljujemo s to našo misijo, da vsak ponedeljek pripravimo nekaj slastnega, nekaj okusnega, nekaj preprostega in nekaj, kar si lahko pravzaprav pripravimo tudi vnaprej. Nekaj, kar ima malo sestavin, se pravi, ne bomo zaradi tega zapravili ogromno časa v kuhinji. Na YouTube kanalu poglejte še ostale recepte, da boste dobili še več idej.